Andrej Hostnik ustvarja že od mladih let, resneje pa se je z umetnostjo kot samouk začel ukvarjati v zrelejšem obdobju. Sprva je izdeloval mozaike iz barvnega stekla, nato je prešel na akrilno in kasneje na akvarelno tehniko, v zadnjem času pa raziskuje tridimenzionalno slikarstvo, kjer uporablja ploščato žico. Ja, jaz mislim, da je Andrej res en tak vsestranski umetnik, ki je začel pravzaprav z mozaiki, ampak se je potem razvijal kar v vse smeri. Največ mu pomeni raziskovanje, likovnih tehnik, likovnih motivov, materialov, vedno ga privlači nekaj novega. Bil je pobudnik velikih projektov, tudi v času delovanja v društvu Lila, kot so jaslice, mozaik v avli občine, kjer je predstavljen Brodnik in Savske vile. In je bil pravzaprav tudi en tak vzor ostalim umetnikom, da so se preizkušali v teh likovnih tehnikah, še sploh v mozaiku, v oblikovanju, kot pa vidite, je on mojster kar na velikih področjih. V akvarelu ima zavidljivo število del. Njegova mentorja sta bila Roman Kovačič in Brane Praznik, pri kiparstvu mogoče Zoran Poznič, nekaj pa tudi sam, tako da njegovo delovanje in likovno izražanje, umetniško izražanje je tako vsestransko, da ga je težko strniti v enem takem kratkem pogovoru. Domačin Andrej Hostnik je eden boljših ustvarjalcev v društvu Lila, kjer se njegova natančnost v bistvu ves čas kaže že v samih akvarelih, ki jih ustvarja. Je odličen risar in to svojo veščino risarsko prenaša tudi v slike in pa v mozaike. Slike v bistvu dela s pomočjo v novi tehniki, s pomočjo žice, dela jih na platno z akrilnimi barvami in v bistvu z žicami ločuje delčke, tako kot to počne pri mozaiku. Je vešč, je zelo natančen, oziroma sama tehnika seveda zahteva natančnega ustvarjalca, hkrati pa uplemeniti ves čas barvo z barvnimi kontrasti in pa s temami, kjer v bistvu premišlja modernistične teme in jih združuje skupaj z domačimi motivi, kot je recimo grad Bogenšper, pogled na Šmartno, različne rastlinje, ki je pač del tega miljeja. Ne, nikoli si nisem mislil tega. Sploh pa nisem nikoli mislil, da se bom v kakšni branži slikarstva izobraževal oziroma da bom to raziskoval. Ampak mi je tako življenjska pot enostavno zapeljala na to tirnico in sem počasi začel razvijati določene te slikarske tehnike. Pa tako, nikoli nisem 2 ali pa 3 hkrati opravljal, vedno sem samo eno. In ko sem tisto dokončal oziroma se naveličal, sem šel v drugo. V bistvu sem bolj raziskoval, predvsem me je pa zanimalo, kar se tiče teh izdelkov, jaz bi rekel, da je to bolj obrtniška spretnost kot umetnost, ampak bolj me je zanimalo, da bi izdelal nekaj ali pa pokazal, kar ni običajno, kar je neobičajno, da se malo ljudi s tem ukvarja oziroma da zelo malo teh stvari vidiš. Obiskovalec, ko pride na razstavo, po moje najprej vidi pestrost barv, potem sklope likovnih umetnosti, ali je fotografija, ali je akril, ali je mala plastika, ali je recimo mozaik, ali pa ta novejša tehnika, ki jaz rečem drot. Drot pa zaradi tega, ker te slike delam tako, da na platno nalepim ploščato žico 2,5 mm široko in ko je to posušeno, potem to zalivam z barvo, potem se barva 2-3 dni suši in naredi tak imidž, kot da je plastificirano. To sem v bistvu nikjer nisem videl, sem se sam spomnil, pa pri vsakem izdelku z drotom sem vedno nekaj dodal, eno novost, ki sem jo odkril pri prejšnji ali pa spremembo. Razstavo si v galeriji gradu Bogenšperk lahko ogledate še vse do 31. januarja.